Preobrat v merjenju političnega utripa v državi tik pred volitvami je Golobova Svoboda za las prehitela Janševo SDS, ki je bila do zdaj v vodstvu na račun efekta afere Black Cube in zadnjega burnega soočenja med Golobom in Janšo. Kdo bo mobiliziral neopredeljene, ki bi lahko imeli odločilen vpliv, na kaj kažejo rezultati zadnje javnomnenjske raziskave v tem mandatu in kaj je novega na političnem parketu? Nuša Dekleva. Napetost v političnem prostoru bi te dni lahko rezali z nožem. Vprašanju, kaj se bo zgodilo v nedeljo, se je namreč skoraj nemogoče izogniti tudi drugemu. Kaj se bo do takrat še pojavilo na spletni strani Anti-Corruption in Facebook profilu Maske padajo, ter kdo v resnici stoji za prisluhi in posnetki. A začnimo pri volitvah in vprašanju, komu bi lahko v nedeljo volivci namenili največ glasov. Če smo še pred tednom dni govorili, da Golob po javnomnenjskih raziskavah diha za ovratnik Janši, sta zdaj vlogi zamenjala. Golob se je med opredeljenimi volivci po več mesecih povzpel na prvo mesto, a le za 0,1% točko. Sledi skupna lista NSI, Fokus in SLS, za njo pa koalicija Levice in Vesne. 5. mesto bi zasedli demokrati Anžeta Logarja, 6. in 7. pa SD in Resnica. Parlamentarni prag bi torej po tej raziskavi prestopilo 7 strank, bitka na vrhu pa je bolj napeta kot kadarkoli doslej. A vre tudi afera s posnetki, ki presega meje Slovenije. In če je predsednik SDS Janez Janša še v ponedeljek trdil, da se ni sestal s predstavniki zasebne izraelske obveščevalne službe Black Cube, je danes v oddaji Svet povedal, da se je z enim svetovalcem agencije vendarle srečal. To je lansko leto, to je popolnoma jasno, ampak... O čem sta se pa pogovarjala? O razmerah na Bližnjem vzhodu. In pa tudi, da ga je o aktualnem dogajanju obvestil. Sem mu napisal, da je tukaj precej slaven in tako naprej, če zadeve spremlja. Odpisal mi je, da je v bolnici, da čaka na operacijo, da pozna to podjetje in da je to pač podjetje, ki se ukvarja, ki ga najemajo pač korporacije, kadar imajo težave z drugimi podjetji, zato da pridobijo sodno vzdržljive dokaze za korupcijo. Medtem pa je Golob v Bruslju predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v pismu pozval, naj primer raziščejo. Zakaj bi bili pri njemu na obisku decembra, če ne zato, da bi skupaj načrtovali in sprožili to umazano kampanjo ponaredkov z enim samim namenom, da vplivajo na slovenske volitve. In v resnici verjamem, da bojo vplivali, ampak ne na način, kot so si zamislili. Odzval pa se je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. En ce moment même en Slovénie, le Premier ministre Golob, qui est en train de faire campagne pour avoir un nouveau mandat du peuple slovène, a été victime d'interférences caractérisées, de fausses informations et d'interférences de pays tiers. J'en ai parlé avec lui hier soir et ce matin. Les Européens doivent absolument se mobiliser pour protéger nos démocraties de ces interférences. Znane so tudi dodatne podrobnosti o sami spletni strani, na kateri objavljajo posnetke. Javna registracijska sled vodi na Islandijo, strežnik pa naj bi gostil tudi več drugih spornih strani, povezanih z nezakonitimi dejavnostmi, med drugim s trgovino z drogami in otroško pornografijo. Metka Majer, vodja volilnega projekta na Pop TV, in Anže Božič, novinar notranje politične redakcije 24 ur. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Torej, zadnja raziskava inštituta Mediana kaže skoraj povsem izenačeni stranki, največji stranki Gibanje Svoboda in SDS. Presenetljivo ali pričakovano, Metka? No, to, kar bi jaz rekla v tem trenutku je, da je to vse še znotraj neke statistične napake, da se nekako potrjuje nek trend, ki se je kazal v zadnjih tednih, torej, da se Gibanje Svoboda sicer približuje SDS-u, ampak bi vseeno mogoče tukaj uporabila tisto znano floskulo, da prava anketa seveda pride, kar se tega tiče, v nedeljo. To, kar v resnici mislim, da prav zares ta rezultat kaže, to, da sta ti dve stranki nekako ohranili primat, da se ima nobena druga stranka, tudi če si je kdo tega seveda nadejal, ni uspela približati v toliko, da bi lahko ogrozila torej ta neki spopad med vodilno vladno stranko in pa glavno opozicijsko stranko in da bomo pač seveda tukaj videli pač tale končni dvoboj. Kar se pa tiče seveda te ankete, pa pač moramo opozoriti prav na ta drugi del, ki bo seveda pomembno odločal po tem, kako bo dejansko izgledala naslednja koalicija, naslednja vlada. In sicer, če lahko ugotovimo, je nekako 6 strank znotraj 3% in sicer med 6 in pa 3%. To so zelo majhne razlike, tukaj je pravzaprav še vse odprto. Hkrati pa seveda to pomeni nekako tudi to, da se bo pač odločalo
Na podlagi tega seveda, katera stranka bo nekako prišla v parlament, tako kot zmeraj pač v tem slovenskem parlamentarnem sistemu je. Tukaj je sicer že zaznati efekt afere Black Cube, ki torej, kot kaže, na nek način koristi Gibanju Svoboda, SDS pa tudi vendarle ne škodi pretirano. Jaz mislim, da sta to dve stranki, ki sta absolutno glavni akterki te afere, če lahko rečem, te zgodbe, iz katerekoli strani jo že pogledamo. Vsak jo uporablja za mobiliziranje svoje volilne baze. Po eni strani z vsebino, po drugi strani za problematizacijo, kdo je to in na kakšen način je to posnel. In pravzaprav so vse ostale stranke samo statisti v tej zgodbi. Ne? In zato se mi zdi, da tudi to je ključen element letošnje kampanje. Mislim, da ko bomo pogledali nazaj, se bomo potem zapomnili letošnjo kampanjo. In morda tudi odstotki najvišjih strank ostajajo takšni, kot ostajajo zaradi te zgodbe. Torej boj za interpretacijo in boj za to, komu bodo verjeli volivci, ne? Temu, da naj bi ti posnetki potrebovali domneve o razširjenosti korupcije v Sloveniji ali temu, da naj bi nastali s pomočjo izraelske zasebne obveščevalne agencije in da naj bi šlo torej za domnevno tuje vmešavanje v volitve. Ja, to je absolutno ključna dilema. Po eni strani vidimo hude in močne in težke besede v teh posnetkih. Policija pravi, da tudi to preiskuje. Po drugi strani vidimo vmešavanje tuje obveščevalne službe, če lahko tako rečemo, ali za službe za posebne operacije, izvajalcev, ki delujejo na zelo nenavaden način, če se lahko tako izrazim. Gibanju Svoboda je v tej zgodbi uspelo postati žrtev. In zato se mi zdi tudi, da tle odstotki rastejo v tem trendu, ki ga Metka omenjaš. No, morda je ravno to nek pomemben del te zgodbe in sicer morda to, da ne gre za to, da bi škodila Janezu Janši, ki ima izjemno trdo volilno bazo, ki se praktično nikoli ne omaja, ampak da morda malo bolj koristi Golobu zdaj, zaenkrat še v tem trenutku, vendar so še 3 dnevi do volitev. In 5 pripomb, ki jih še čakamo. Ne? Torej, da pa mogoče Golobu koristil toliko, da uspe spet mobilizirati tisti del, ki bi morda ostal doma ali pa ki bi se morda kanaliziral kakšni druge stranki, ker in pa tudi to je zelo pomemben del današnje ankete, ki smo objavili, 25% je takih, ki ali niso želeli odgovoriti ali ki še ne vedo, če bodo šli, torej 25% neopredeljenih, nekako ti glasovi še vedno pač imajo možnost. Ali ostanejo doma, ne? Ali seveda ostanejo doma, tako je. Zdaj ključno, ne nazadnje za oblikovanje prihodnje slovenske vlade bo sicer, koliko strank se bo dejansko uvrstilo v parlament in kolikšni bodo njihovi mandati, seveda. Ne? In tu bodo verjetno jeziček na tehnici te manjše stranke. Ne? Tukaj lahko govorimo, kaj resnica, recimo prerod tudi je še na meji uvrstitve v parlament in tako naprej. Ne? Ja, seveda, tako kot sem rekla, vedno je tako. Takšen je slovenski parlamentarni sistem. V nekem trenutku je kazalo, da katera od teh strank znotraj teh 3%, o katerih sem pregovorila, morda potegnila malo bolj naprej. En čas je kazalo tako demokratom, drug čas, ne vem, levici. Seveda, zdaj bomo pa torej videli, mogoče bi se malo še vrnila nazaj k tej aferi iz preteklih dni. To, kar je, kdorkoli je to sprožil, predvsem mu je uspelo to vsebino predvolilne kampanje precej uspešno kanalizirati točno v to smer. Torej, in ta nek dvoboj med tema dvema glavnima protagonistoma, kjer pa seveda spet druge stranke niso toliko prišle do izraza. Kako pa razumete to potezo Roberta Goloba, ki je zdaj to afero prenesel tudi v bistvu na evropski parket? Bruslju je razpravljal o tej aferi z nekaterimi voditelji, pisno je obvestil tudi predsednika Evropskega sveta in predsednico Evropske komisije, pozval jo je, naj primer raziščeta. Ja, internacionaliziral jo je, naslonil se na svoje politične prijatelje v Evropi, kolikor je pravzaprav liberalcev še v Evropi. Slišali smo danes besede Macrona, njegovega francoskega predsednika Macrona, njegovega političnega zaveznika. Ja, ta zadeva očitno ne bo ostala samo v slovenskih nekako okvirih. Ne. Sicer bomo videli, koliko resno se bo s tem Evropa ukvarjala, ampak so pa zadevo denimo opazili tudi tuji mediji. Ne. Ko enkrat pride na raven ministerskih predsednikov v Bruslju in se tam o tem govori in piše in pošilja pisma, to ni več samo slovenska zadeva. Je pa seveda edina logična poteza to, da torej to Golob zdaj v tem trenutku naredi. Je pa, kot rečeno, seveda je pisal torej predsednici Evropske komisije in predsedniku Evropskega sveta, ampak zdaj odziva še nisem zaznala. Gre seveda za nekaj, kar je imel možnost narediti. Odziv Macrona
Seveda gre za nek odziv znotraj politične skupine, gre za razmerje sil znotraj Evrope, gre za to, da se pač seveda tudi njegovim političnim sopotnikom evropskim zdi smisel oziroma si želijo najbrž, da bi nadaljeval svojo oblast in v tem smislu je seveda edino logično, da se na tak način nekako pozicionira, ali bi to imelo kakršenkoli vpliv, res pa ne vem, če je razen njegovem nekem zunanje političnem smislu. Že leta sicer spremljata politiko, verjetno se strinjata, da tako brutalne, umazane, burne kampanje še nismo imeli. Nismo, morda bi kdo temu rekel tudi zanimive kampanje. Mislim, res smo šli stran od vsebine, daleč stran od vsebine programov. Vemo pa, da papir in programi prenesejo marsikaj. Tokrat imamo bolj spolsko tematiko, če lahko to rečem, intrige, vohunstvo, korupcijo, težke besede, bivše ministre, obkladanje, če lahko temu tako rečem. Jaz bi temu rekel zanimivo. Jaz pa sem vseeno rezervirana do tega, mi imamo to tendenco, to sem že večkrat povedala, novinarji imamo to tendenco, da vedno rečemo, da tako kot je, pa zdaj pa še ni bilo. To imamo. Je pa res, da pa se tokrat zdi, da je res tako. A ne? Pač v resnici. Kaj takega nismo videli, pač prav zgleda, kot da je neka res trupla živali, ne, visijo po plakatih. Poleg tega pa plus seveda z družbenih omrežij, ki so sicer bila že nekako prej prisotna, ampak zdaj so bolj prisotna tudi na ta nek neposreden način, to, kar smo videli z nekimi influencerji, ki imajo ogromen dostop pač do volivcev in seveda s temi prisluhi, ki pač meni se to zdi recimo tudi ena velika novost letošnja, ki si bomo spet zapomnili za naprej. Tako je. Kot kažejo sicer številke gledanosti, so predvolilna soočenja še vedno zelo pomembna, pravzaprav ključna za odločitev ljudi. Kaj že pričakuješ jutri, glede na to, da je bil že ponedeljkov duel med Golobom in Janšo zelo oster, zelo napet? Ja, letvica je visoko, ne samo to, tudi že prvo soočenje, pravzaprav, ki smo ga videli, ko sta Golob in Janša prvič takrat stala skupaj še v družbi ostalih predsednikov. Mogoče jutri pričakujem vseeno malo več vsebine, spet malce vračanja k iskanju, vem, da Petra to približno tako zastavlja, ampak jasno, mimo aktualnih stvari pa ne bo šlo, ne? Jutri Metka, torej še zadnje predvolilno soočenje na naši televiziji in potem veliki finale, nedelje. Tako je, 6. predvolilno soočenje, zadnje, torej 8 predsednikov strank. To bo tista neka zadnja etapa, zadnji akt pred volilnim molkom, potem pa seveda za vse gledalce in gledalke oziroma tudi volivce in volivke seveda predah. Do nedelje do 6. zvečer mi začnemo seveda 1 uro prej, ko bomo predstavili, kje vse smo, kaj vse bomo spremljali in seveda tako vse dokler ne bodo jasni nekako volilni izidi. Bomo pa videli, koliko predaha bo do nedelje v resnici, ne? Bomo videli, no, vse to je pa tisto, kar je še en del, ki bo zanimiv, tako je. Hvala lepa obema za to analizo. Z veseljem. Hvala.